Lep pozdrav, spoštovano občinstvo. Dr. Marjan Toš, lepo pozdravljeni. Dober večer. Moje ime je Peter Dobaj, jaz sem odgovorni urednik pri založbi knjig Kulturni center Maribor. Kot prvo najprej opravičujem gospoda Toneta Petelinška, ki bi moral voditi današnji večer, pa je žal zbolel. Dr. Toš, mogoče čisto na kratko, verjamem, da vas tukaj vsi poznajo, ampak bom prebral. Dr. Marjan Toš je otrok Slovenskih Goric, po poklicu profesor zgodovine in geografije z doktoratom iz zgodovinske antropologije. Bil je novinar, uslužbenec organov za notranje zadeve, vodil je Delavsko univerzo v Lenartu in strokovno službo Lovske zveze Maribor, najdlje pa je bil vodja kulturnega centra Sinagoga in prvi direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Knjiga Od trojice do resnice, ki jo danes predstavljamo, je zbirka člankov, izšla je pri naši dolgoletni zbirki Frontier pod zaporedno številko 321, pa morda začneva s prvim delom naslova Od trojice. Morda malce razširite, kar sem prej o vas povedal, vašo osebno zgodbo na kratko, pa mogoče odkot izvira zanimanje za teme, ki so vas spremljale v bistvu celotno vašo kariero. Hvala lepa, lep pozdrav vsem spoštovanim damam, gospodom, mojim dragim prijateljem iz Maestrovega domovinskega društva, kateri ste se zbrali v tako velikem številu, kar mi je izredno prijetno. Nisem pričakoval tolikšnega obiska in pozornosti in to mi veliko pomeni. Vesel sem, da je prišla tudi mlajša predstavnica novinarskega ceha, Branka Bezjakova, urednica Štajerca, priloge našega mariborskega večera, ki me je pred 2 dnevoma opozorila. Zdaj, ko ste dali taki naslov knjigi, pričakujem, da boste v Štajercu pisali samo o resnici in seveda to sem vzel globoko na znanje in obljubljam pred tem eminentnim auditorijem, da bo to tako, Branka. Če dovolite... Da ne bo treba kakih popravkov, ne? Čez toliko leta bo kdo pisal knjigo, enako. Če dovolite, knjiga ima globok simbolni naslov. Od trojice zato, ker sem jaz od tam bil doma, tam preživljal otroštvo in osnovno šolo in tam sem začel delati tudi prve novinarske, publicistične korake. Takrat smo sicer rekli trojici Gradišče v Slovenskih Goricah, kjer smo imeli osnovno šolo Borisa Krajgerja, katero smo potem preimenovali v času demokratizacije Slovenije nazaj samo v osnovno šolo, takrat še Gradišče, kajti Sveta Trojica je nastala nazaj spet leta 1993-94. No, v takratnem Gradišču, ki je to ime, kraj je dobil to ime leta 1952, kot veste, je takrat v Ljudski republiki Sloveniji začel veljati odlok o ukinitvi svetniških krajevnih imen in so se kraji vrnili na bistvo prvotna imena in tukaj je en mali paradoks. Namreč prvotno ime Svete Trojice je Gradišen in Windischbücheln in to ime se je šele po izgradnji znamenite romarske cerkve Svete Trojice potem preneslo na krajevno ime Sveta Trojica v Slovenskih Goricah.
ki je veljalo do leta 52, takrat se je vrnilo slovensko ime Gradišče, 93, 94 pa je Gradišče postalo Trojica. No, v tej Trojici smo se zbirali tudi takratni mladinci, mladinke, koliko smo pač imeli časa, in Trojica je postala, da tako rečem, ena od mojih odskočnih desk. Tudi v tej Trojici se je dogajalo naše prvo uporništvo in tako dalje, in že takrat tudi iskanje resnice. Zaradi tega sem se odločil, da bo prvi del naslova Od Trojice, tisto, kar pa je pomembneje, pa je seveda do resnice. Namreč jaz sem v letu 1974 dobil počitniško prakso v takratnem Večeru, kjer sta bila mentorja oba pokojna, France Forstnerič in Otmar Klipšteter, pomagal pa je tudi Milan Golob. To je bila takrat generacija Milana Predana, Asje Matjaž, Bojana Budje, Bojana Postružnika in te znamenite generacije, ki je dal časa oziroma dolga leta dajala Večeru tudi svoj osebni pečat, Darka Zvonar, naprimer, in še nekateri drugi, in se spominjam, kot da sem zdaj prišel v Večerovo redakcijo, je bilo nam rečeno tem mladincem, mi smo bili torej popolnoma neuke, razen da smo vsi želeli biti nekoč veliki novinarji. Se veste, kako je to pri 17-18 letih, pri mladih ljudeh. Iščite vedno resnico in vedno poglejte obe plati medalje. In moje železno načelo skozi 50-letno udejstvovanje v novinarstvo, poleg drugega dela, je seveda iskanje resnice. Vse do danes, jaz sem se trudil, da je se to tudi dogajalo, večkrat pa najbrž je se zgodilo tudi kaj drugačnega. Jaz se opravičujem, imam malo težavo po letošnjem posegu z govorom. Toliko o naslovu. Je pa neverjetno simbolna tudi naslovna fotografija. Jaz sem mojega dragega prijatelja Aleša Ariha, s katerim se dolga leta poznava in sodelujeva, zlasti okoli odstiranja tančic, skrivnosti še vedno generala Maistra, vprašal, če ve, kje bi to bilo. Pa je rekel, to so neki muzejski predmeti, verjetno ne iz Mariborskega pokrajinskega muzeja, pa res niso, ampak to so tisti, ki ste bili v Auschwitzu, ste tam videli grozne zbirke očal, las, paraplegičnih pripomočkov in tako dalje. Najbrž pa niste bili pozorni na vitrino, kjer so zbrane posode, ki so si jih nesrečneži, ki so bili deportirani v ta pekel na zemlji, prinesli seboj, in ker je, kot veste, dobršni del deportirancev takoj šel na levo stran v znamenite kopalnice s ciklonom in v krematorije, je seveda to ostalo in se je potem, ko se je taborišče osvobodilo, potem nekaj letih tudi to zbiralo in se je tudi to našlo.
Jaz sem želel, da pride to na naslovnico, pri čemer sem kršil nepisano pravilo založbe, tudi mojega dragega prijatelja, direktorja, ki je nocoj tudi z nami, da nisem želel biti kot eden od avtorjev tudi v tej zbirki na naslovnici, ampak sem želel z polno simbolike tudi na ta način to knjigo začiniti. V knjigi namreč želim povedati ali sporočiti ali opozoriti na nekatera nejasna vprašanja, probleme, predvsem pa izpostaviti nekaj resnic, ki veljajo, za katere pa širša javnost še danes pravi, da to ne drži in da je škoda časa, da se o tem pogovarjamo. Pa vam bom preden, če mi dovoli, Peter, preden vam bom poskušal to na kratko povedati in ne bomo dolgi, smo rekli, da vam bom zdaj prebral eno izredno aktualno misel tudi za današnjo rabo, za današnji čas, ki je poln nestrpnosti, ksenofobije, sovražnega govora, preganjanja drugačnih in tako dalje, čas revitalizacije zgodovine, čas zgodovinskega revizionizma in tako dalje. Pa sem si dovolil, da bom, ko nekaj teh misli, ki izvirajo tudi iz zapisanega, povem, bom začel z tem. Ko so nacisti prišli po komuniste, sem ostal tiho. Nisem bil komunist. Ko so zaprli socialne demokrate, sem ostal tiho. Nisem bil socialni demokrat. Ko so prišli po sindikaliste, nisem spregovoril. Nisem bil član sindikatov. Ko so prišli po Jude, sem ostal tiho. Nisem bil Jud. Ko so prišli pome, ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril. To je napisal davnega leta 1976. Martin Niemöller. Mislim, da več kot povedno potem za vsebine, o katerih nekaj zelo kratkih misli. Jaz sem osrednji, bolj strokovni del knjige namenil 3 strokovnim znanstvenim razpravam, ki so povezane z Judi, z antisemitizmom in holokaustom, torej z genocidom. Namreč jaz sem dobršen del življenja, tudi znanstveno, strokovnega, raziskovalnega, posvetil proučevanju žrtev vojne 41-45 in v zadnjih 15 letih na nekaj let podlage s posebnim poudarkom na žrtvah holokausta. Moram vam povedati odkrito, ker se toliko poznamo, tudi ničesar ne skrivam, ko sem začel objavljati nekatere prve krajše zapise, komentarje ali pa tudi polemike o holokaustu na Slovenskem, sem bil deležen tako anonimnih klicev, kot tudi anonimnih pisem, češ, kaj se pa ti greš, nekateri so celo napisali, kaj se pa vi grete, kaj govorite o holokaustu, na Slovenskem ni bilo ne Judov in ni bilo ne holokausta. To je skregano
z vsako logiko, z zdravo pametjo, kaj šele z resnico. Res je, spoštovane in spoštovani, da slovenski prostor nikoli ni imel večjega števila Judov. Vse od 11. oziroma 12. stoletja dalje pa je bil vedno deležen njihove navzočnosti, njihovega delovanja in njihovih globokih sledi, ki so odločilno vplivale na nekatero dogajanje. To je eno. Drugo, da so bili ti pavšalni kriki, kritike povsem napačni, zgrešeni je pa to, v Sloveniji ni bilo holokausta. Tudi narobe. Je pa res, vam bom z točnimi številkami skušal to pojasniti, da boste mogoče me potem na koncu razumeli, zakaj sem to tematiko združil v knjigo in zakaj sem knjigi dal tudi takšni, mogoče za koga nenavadni naslov. Pred okupacijo je v Dravski Banovini, torej v jugoslovanski Sloveniji, živelo po uradnih podatkih in popisih 820 Judov. To so Judje, pisani z veliko začetnico. Veste, kaj to pomeni? To se pravi pripadniki judovskega naroda, ki so hkrati bili tudi pripadniki judovske vere. Če bi pisali z malo samo Jud, pomeni samo pripadnost veri. Torej 820, od tega 460 v pokrajini ob Muri, torej v Prekmurju. Nekaj zelo malega v Mariboru, v Ljubljani, Trstu, na Ptuju, tega ne smete pozabiti, in to je bilo to. Tok vojne in okupacija sta se obrnila, kot sta se. Osrednja judovska skupnost, Lendavsko-Mursko-Soboška, je imela srečo, da so 16. aprila 1941 Prekmurje takoj dobili Madžari, ki do leta 1944 niso izvajali radikalnih antisemitskih ukrepov. Neke sezname so naredili, drugače pa so Jude pustili pri miru. 19. marca, kot veste, prevzamejo na Madžarskem oblast nacisti, nacistična stranka puščičarskih križev, ki takoj ugodi vodstvu Rajha, predvsem pa Eichmannu, da je treba začeti na Madžarskem s takojšnjo akcijo dokončne rešitve judovskega vprašanja. Vi veste, kaj to je, nimamo časa, gre za seveda izvedbo sklepov znamenite Vansejske konference iz 20. januara 1962 ob jezeru Vansi pri Berlinu, kjer je bil sprejet dokončno projekt množičnega uničevanja in radikalnega pobijanja Judov v okviru projekta, torej dokončne rešitve. In zdaj pridemo do bistva. Prvi so bili na udaru uničenja madžarskih Judov, Judje v Prekmurju. Ni se dalo nikamor več iti. Avstrija se ve, NDH je svoje v Jasenovcu že opravila, zato se je aprila 1944 in v prvi rundi je bilo
taborišče smrti, največ v Auschwitz, preko Čakovca na Kaniže, odpeljano v Auschwitz-Birkenau 367 prekmurskih Judov, drugi manjši transport je bil maja 1944 in zadnji 3. oktobra istega leta. Od vseh Judov se jih je vrnilo v Prekmurje po zadnjih podatkih 65, od teh jih je potem večina leta 1948 šla v Izrael, v novo judovsko državo in od nekdanje cvetoče judovske skupnosti Prekmurjo, ki je zaslužna za bančništvo, zaslužna za tiskarstvo, zaslužna za industrializacijo, zlasti v Lendavi, in predvsem pa za trgovino in veletrgovino so ostali ostanki ostankov. Torej je bil genocid nad to skupnostjo izpeljan dosledno, tako kot je bilo to treba narediti. K temu samo še septembrske množične aretacije ljubljanskih Judov, ki jih je upravila Hacinova domovranska policija. SS-ovci so jih seveda vse odpeljali tudi v Auschwitz, nekaj malega jih je preživelo, kar je pa pri vsem skupaj zanimivo in zaradi tega mislim, da je o tem treba tudi govoriti, toliko bolj je to, spoštovane in spoštovani, da so pri aretacijah v Prekmurju in pri aretacijah v Ljubljani sodelovali domači ljudje, sosedje, prijatelji, znanci, ki so poznali Jude, da so nastali pedantni seznami vseh, ki jih je bilo treba aretirati in odpeljati. In še ena zadeva, o kateri najbrž niste slišali, v Lendavi so domačini na veliko odnesli vso stanovanjsko opremo in vse, kar je bilo vrednega v judovskih stanovanjih, hišah, tega nihče nič ni vrnil. Nekaj te opreme je ostalo še vse do današnjih dni. Jaz sem to videl tudi, ker smo se lotili tudi enega tabuja, namreč usoda lastnine Judov slovenskih, ki so bili v Auschwitzu pokončani. Tukaj je nekaj zgodb, ki ne grejo ravno v čast večinskemu slovenskemu prebivalstvu. Jaz moram reči, da so bili v akcijah pri Murski Soboti pri pripravi seznamov in fizično pri aretacijah prisotni nekateri takratni ugledni meščani. Aretacije je podprl tudi znameniti soboški madžarski medvojni župan, ki potem pred leti ni bil več za nič kriv v Murski Soboti, ko se gremo revizionizem in relativizacijo in tako dalje, in ta zgodba seveda ni tako nedolžna. Mogoče bi samo vskočil tukaj, zanimivo mi je poglavje tudi ne samo o judovskem holokaustu pri nas, ampak tudi o romskem holokaustu. Bravo! To pa je tema, o kateri do leta 2013 v Sloveniji nismo govorili. Leta 2014 smo prvič v Mariboru pred sinagogo naredili spominsko srečanje
Romi v gibanju Porajmos 2013. Namreč strokovna javnost je romski genocid ali holokaust označila z izrazom Porajmos. To je v romskem jeziku, ki pomeni torej nekaj takega kot genocid. Holokaust veste, kaj pomeni, torej do konca sežgano truplo, holokaustos iz grške besede, gre za grško-rimske daritve bogovom, ko so sežigali, se veste, do konca te darove. No, in takrat je se tudi Mednarodna romska zveza odzvala in to tudi podprla in smo tudi za Slovenijo iznesli prve podatke o žrtvah romskega holokausta. Spet ena zanimivost. Madžarski, to se pravi prekmurski Romi, niso bili deležni radikalnih ukrepov madžarskih oblasti, razen da se niso smeli klatiti, psov krasti in tako dalje in tako naprej. Ko pa je začelo primanjkovati delovne sile, so morali iti v madžarske delovne enote, samo veste, Romi so bili vedno tudi iznajdljivi, pa so o prvi priliki vsi čao regaca zbežali in so šli lepo oni nazaj v svoje vasi, tako da se je v Prekmurju zgodil samo en velik pokol 6 Romov v Turnišču, kjer so jih Madžari res zverinsko pobili ob prepevanju pesmi na pokopališču za cerkvijo v Turnišču. Verjetno ste bili v Turnišču, nekateri veste, kje je ta cerkev, tam so tudi ti nesrečneži pokopani. V bistvu so, kar je bilo zanimivo, no, ker ni bilo to najbolj značilno, da so Madžari ubrali na nek način metodo, ki so jo v glavnem uporabljali ustaši v Jasenovcu, ki so z največjim, oprostite izrazov, veseljem dobesedno klali Rome v Jasenovcu. Ampak še enkrat se opravičujem, dobesedno klali, tako kot se pač je to kdaj počelo. No in slovenski Romi so bili žrtve romskega genocida, danes mu rečemo Samudaripen ali Samudaripen, kakorkoli, v okviru nemške enotne politike, kajti Himmler je že leta 42 pa 43 izenačil Rome in Jude. To so vse nekoristna usta, ki samo hrano odžigajo, to so nevredni ljudje za nič drugo kot za seveda odhod v krematorije in skozi dimnike v zrak. V tem paketu slovenskih Romov je bilo tudi 76 Romov iz Dolenjske, ki so bili v Auschwitz prepeljani jeseni 43 in vsi uničeni v noči iz 2. na 3. avgust 44. To je bila tako imenovana noč groze, v kateri so utihnile violine, ko so nacisti v Auschwitz-Birkenau izpraznili na mah tako imenovani Cigojnerlager in pobili
med 4000 in 4200 Romov v eni noči. S tem jih je bilo v tem taborišču Romov konec. Vsi Romi, ki so šli v taborišče, so bili v spiskih seznamnih označeni z cigojner. Poleg Romov pa smo imeli in imamo še danes na Gorenjskem Sinte. Gorenjske Sinte so vse nemški nacisti odpeljali poleti 41 v begunske zapore, spiski vsi ohranjeni. Jaz sem o tem tudi napisal en zanimiv članek v ČSN-ju, kjer so seznami objavljeni in pri vseh je tudi črka Z, ker nacisti niso kaj dosti delali razlik. Tu in tam se najde, da je tudi Sint, oni so jim dali Z, torej cigojner. In tudi torej, večina Sintov je bila uničena in sicer so jih julija potem iz Begun začeli voziti v Šentvid, to so znameniti škofovi zavodi v Ljubljani, kamor so, kot veste, junija 1945 pripeljali tudi vrnjene domobrance iz Vetrinja, no iz Šentvida, pa so Sinte odpeljali v Srbijo, kjer so jih oktobra 1941 naselili v znamenitem Sajmištu. Če boste kdaj v Beogradu, pojdite si to ogledati. Večji del so Srbi ohranili tega taborišča, tam so se pa dokaj znašli ti naši Sinti in so mnogi pobrisali k srbskim partizanom. Tisti, ki pa so bili odpeljani v Kragujevac in v nekatera druga taborišča, pa so bili vsi pobiti. Da zaključim to tematiko, da si boste torej predstavljali, ker sem vam prej omenil, da so bili v kontekstu uničevanja madžarskih Judov prvi na udaru prekmurski Judje. Za Prekmurje imamo zdaj točno številko 392 imen in priimkov žrtev holokausta iz Prekmurja. Da pa si boste res znali predstavljati širino in dinamiko, skupaj so nacisti pod komando Eichmanna, ki je nadzoroval poboje na Madžarskem, pobili med 530 in 570 tisoč Judov. Bilo pa jih je na Madžarskem okoli 730, ponekod boste našli 750, celo 780 tisoč Judov. Izpolnili bi verjetno kvoto več ali manj, če se seveda ne bi začela Rdeča armada že približevati Budimpešti, pa filme tudi gledate, poznate zadeve, če ne bi tudi se teh nesrečnežev reševalo. Veliko zaslug za reševanje ima Karl Lutz, diplomat, ki jih je veliko rešil in o njem smo imeli razstavo Steklena hiša tudi v mariborski sinagogi. Bodi torej o tem dovolj. Je pa v knjigi tudi objavljen ta seznam slovenskih judovskih žrtev holokausta. To je pa prvič, da je dobesedno res
To je prva publikacija, kjer je objavljen poimenski seznam 587 slovenskih žrtev holokausta. Če sem vam rekel, da jih je bilo 820 minus to, pa za nekatere še vedno ne vemo, jaz še vsako leto, pa še tudi kolegi, drugi, 1, 2, 3, še vedno se kaj najde. Zlasti pa se še vedno kaj najde, to vam kot zanimivost povem, pri Romih, namreč zlasti kar se tiče Jasenovca, Hrvati niso kaj dosti razlikovali Romov in Judov in so številne Rome vrgli na spiske za usmrtitev tam, kjer so bili vrženi gor Srbi. Vi veste, da je v bistvu Jasenovac bil največje taborišče za Srbe, Srbi, Judje in Romi. Pri čemer seveda, jaz vam zdaj uporabljam besedo Romi v vseh teh spisih, tudi novodobnih spominih nekaterih rabljev iz Jasenovca je seveda striktno napisano cigani. Slovenski zgodovinarji do nedavnega po vojni uporabljajo prav tako izraz cigani, nekoristni, potepuhi in še kaj drugega. Zdaj nekateri mlajši kolegi uporabljajo tako, kot se spodobi Romi, ki za vse sicer niso bili krivi, ampak se veste, nekdo mora biti tudi danes kriv, da ni služb, da je inflacija, da so penzije nizke, etc. Jaz in Peter nisva kriva, profesor Žeraj ni kriv, oni tam, te drugi so krivi. Tisti, ki so prišli Sirije, Libanona, Iraka, etc. Drugi, tako kot je Dolfi rekel, Juden, oni so za vse krivi, že leta 1933 bili, ne? Drugi, drugačni, cigani. Pri nas so na Dolenjskem za vse naenkrat krivi cigani. Zanimivo. Jaz pa poznam nekaj zgodb, ko so bili cigani tepeni tako, da so komaj preživeli. Kdo pa je za to kriv? Cigani, drugačni, drugi, tuji. Veste, prebral sem včeraj, eno pismo sem dobil od kolega iz Zagrebške univerze, s katerim delava skupaj eno raziskavo o Romih in Jasenovcu, je rekel kolega, oziroma napisal kolega Marjan, je rekel, domoljubje to je prava stvar in ga je treba krepiti, ampak ko pa, jaz sem si to celo napisal, ta njegov stavek, domoljubje ni nikoli sporno. Sporno postane takrat, ko prikriva skrajna gibanja, neonacizem, neofašizem, ustaško, rasno in nacionalistično teorijo in nestrpnost. In ta duh je v mnogih delih Evrope, nažalost tudi pri nas, že ušel iz steklenice. Da ne nadaljujem več in vas z tem mučim, jaz mislim, da je, in če boste brali tudi potem v mojem drugem, tretjem delu te komentarje
in polemike. Jaz skušam upozoriti v bistvu res na to nevarnost in na potrebo, da sobivamo kljub različnosti, kljub temu, da drugače mislimo. To ne pomeni, da ne moremo biti sosedje, prijatelji, sobivati si in si pomagati. Nekaj člankov sem povezal in zdaj bom tudi končal z tem, da res ne bom predolg, z nesrečno slovensko narodno spravo. Ne vem, zakaj se ne moremo Slovenci spraviti, dogovoriti, pogovoriti, kot so se to znali nekateri v Evropi, in namesto tega seveda razkol včasih povečujemo. Jaz mislim, da ni treba veliko, pa bi lahko s tem končali. V Sloveniji je po mojem mnenju, in to sem tudi zapisal, za tem stojim, se ne bojim odgovornosti, kljub, to vam pa tudi odkrito povem, še vedno številnim pisem, kar grde vsebine, to, da mi napišejo, da sem stalinist, leninist, komunist, to je še najmanj. Še kaj drugega znajo zagroziti tudi z kakim pretepom, z smrtjo, družina in tako, ampak skratka, jaz se sicer tega ne bojim, bi pa rad okoli tega povedal samo sledeče. Mislim, da zgodovinski revizionizem in relativizacija krivde ter izenačevanje rabljev in žrtev narodni spravi škodita. Jaz vidim zelo enostaven korak. Midva sva se z mojim prijateljem Slavkom Bizoviškom, cenjenim novinarjem, urednikom, s katerim se tudi dolga leta poznava, skregala. Recimo, zdaj govorim teoretično, ker se nikoli nisva, ker se sva res marsikaj si povedala in dala vedeti. Če si dava roke, rečeva: Slavc, oprosti, nisem mislil, on obratno, greva naprej svoje, delava je zadeva rešena. Tu pa se očitno sprti strani, da tako rečem, iz nesrečnega obdobja okupacije, ko se je v delu Slovenije po nepotrebnem zgodila državljanska vojna zaradi nevarnosti grozeče komunizma, da ne grem v detajle, se morate opravičiti obe strani. Zame, kot otroka po vojni, je bila spravna slovesnost v Kočevskem Rogu veliko dejanje. Zame so bile besede profesor dr. Bučarja v takratni skupščini, ko se je sprejemala nova ustava: z današnjim dnem je konec državljanske vojne v Sloveniji. Se spomnite? Pa ni bilo konca, kar naprej se nabija, navija, se enači in ne vem kaj še drugega. Res, da so bili po vojni izvensodni poboji zločin, za katerega se je država opravičila. Škoda, da se ne morejo zmeniti za lokacijo, pa teh nesrečnežev pokopati. Vsak si zasluži pietetno grob, ime, dostojni pokop. Ampak tega nočejo narediti, zlasti, dovolite mi, da
odkrito povem, desni pol, ker jim vsake toko pride to prav za strankarski vsak dan, malo za politizacijo in tako dalje. Jaz sem pričakoval, ker imam veliko dobrih prijateljev med frančiškani. Namreč mojo trojico so duhovno pomembno gradili in oblikovali Frančiškovi bratje. In sem pričakoval, da bo nadškof ljubljanski frančiškan dr. Zore opravil to, kar mislim, da bi lahko, da se tudi vrh RKC opraviči za svoje dejanje, pa so zadeve rešene. Na cerkev, na Brezjo, naj se nazaj namesti spominska plošča z imeni pobitih duhovnikov, 7 jih je bilo zverinsko ubitih tudi v Jasenovcu, na cerkvici Sveti Urh, ali pa tam se pa naj vsaj multivizijsko vrne muzejska zbirka, postavitev pa zadeva, pa se dajmo roke, pa pač priznajmo zgodovino. Slovenska zgodovina je takšna, kot je. Na novo je pisali ne bomo. Žal je to poglavje temno, ampak zakaj s tem obremenjevati mojega sina, mojega vnuka, ki res ga to niti ne zanima. Meni je že hčera, ki je zgodovinarka, Dunajske šole in tako naprej, pravi, pa kaj se nimate, kaj drugo zgodovinarji meniti, kot non-stop naklanjate povojni poboji, povojne žrtve, končajte že s to zadevo, kar pa še neraziskano, pa puste stroki, naj to dela zgodovina, ne pa politika, še manj pa stranke. Bog vam naj bo zahvaljen za vašo pozornost. Hvala, dr. Toš. Čisto na kratko še omenim, da je tudi na koncu nekaj misli, nekaj člankov vezano na vašo delo z Lovsko zvezo, nekaj o lovcih. To knjigo, ki jo danes predstavljamo, je danes znižana po ceni 25 €. Pripravljamo pa skupaj že naslednjo knjigo, mogoče par stavkov o tem. V kontekstu tega, kar sem vam zdaj nazadnje povedal, pripravljamo knjigo o nesrečnem Hrastovcu leta 1945. In sicer z enim namenom, kar bo zanimivo tudi za kolegico Branko, namreč v času slovenske pomladi in demokratizacije se pri Lenartu nismo šli lova čarovnic. Nismo ničesar kopali, ničesar premeščali, ampak je takratni naš župan, nekateri se ga spomnite, Slavko zagotovo, Aleš tudi, to je bil pokojni Jože Škrlec, ki je bil viden predstavnik Demosa in takratne ljudske stranke, je rekel, tak kot je znal povedati, preprosto, vsi vemo, kaj je v Hrastovci bilo, ampak mi tega ne bomo vlekli iz zemlje in iz betona, imenujem komisijo, ki ne začne to raziskovati, popisovati, in ko boste prišli tak daleč, tem nesrečnim žrtvam bomo odkrili spomenik. Tega smo se lotili, bili smo izredno, bom rekel, interdisciplinarno sestavljena komisija iz prejšnjih levih strank, novih,
desnih, nestrankarskih, zgodovinarji, sociologi in tako dalje. Prišli smo do zaključka, kaj je v tem zbirnem taborišču Ozne se dogajalo, da je tekla kri, da so bile žrtve, da se je dogajalo skratka marsikaj, zaradi česar so šli lasje po koncu, marsikomu, no, prišli pa tako daleč, da je potem leta 1996 občina pod vodstvom novega župana dr. Slavka Krambergerja v bližini enega od morišč pod gradom pri Ribniku odkrila spomenik. Čez nekaj let so prekmurski Madžari, ki so bili največje žrtve Hrastovca, odkrili spominsko ploščo pri gradu in potem še skupaj občina Lenart in Madžarska narodnostna skupnost iz Lendave še spomenik pokopanim madžarskim žrtvam Hrastovca na pokopališču v Voličini, kjer so nekatere tudi pokopali, in s tem smo na nek način zaprli to poglavje. Hkrati pa je občina Lenart poleg Slovenske Bistrice relativno hitro po zaslugi profesor Ževarta in profesor Peniča prišla do prvih seznamov žrtev vojne 41-45 po kategorijah. Kot veste, dolgo časa po vojni so se priznavale ene žrtve, stigmatizirane so bile druge, zlasti na Štajerskem nemški prisilni mobiliziranci, no ta dva zgodovinarja sta to presekala in mi smo tudi za Lenart naredili točno strukture, pripadli pripadniki narodno-osvobodilnega gibanja, aktivisti OF, padli borci, padli pripadniki nemških oboroženih sil, padli pripadniki četniškega gibanja Jožeta Melaherja, padli zavezniški vojaki in žrtve povojnih pobojev v Hrastovcu. Zbirka vsega tega kot celota nastaja in bo objavljena tudi v novi knjigi, ki jo založba Peter jo ureja, pripravlja, pa se mogoče, ko bo zunaj, lahko srečamo, pa tudi o tem, kakšno rečemo. Samo ena zanimivost, cirka, da se boste lažje predstavljali, pa še nekaj bolj malo za šalo, mogoče veste, v zgodovini in kriminalistiki velja eno pravilo. Nič ni tako skrito, da ne bi bilo enkrat tudi odkrito. In zdaj je dejansko, kar se tiče za osrednje Slovenske Gorice, potrjeno na osnovi dokumentov, gradiva, da je skoraj 82% vseh žrtev vojne 41-45 predstavljajo prisilni nemški mobiliziranci. Številčno najmočnejša kategorija vojnih žrtev. Te drugo pa povojne žrtve Hrastovca. Te tretjo NOB in te zadnje so še, je nekaj žrtev padli, 6 četnikov Jožeta Melaherja, Partinjo in še nekaj četnikov iz Svetega Petra, Malečnika, ki so
operirali pri Lenartu, predvsem pa pri svetem Juriju, sveti Ani, Benediktu, Negovi in pri sveti Trojici. Tako je to bilo.